Na sprednjem odbijaču bi vsi 3 atmosferci lahko plesali Macareno pa še lambado. Šorangu stara, un abbraccio, un amor. Buckle up, come on. You got it? Yes. All right, let's go. What do you think about the color of this car? Good. If you could choose any other color, what would it be for this car? Yellow. Pink and yellow? Tako, odložil to malo v vrtcu, ona je povedala svoje, tega ne bi imela v oranžni, ampak v pink pa rumeni barvi, tudi prav. Jaz sem pa že najdel plec, kjer bom tale avto posnel in to čez bliz doma, a ni to fajn. Obžalujem pa eno stvar in to fejst. V času testiranja tega avtomobila sem bil jaz na 2 oziroma jutri grem že na 3. službeno pot, kar pomeni, da nisem imel časa avto zapeljati na brezpotje, nisem imel avto časa orang testirati, imam pa čas povedati oziroma razgovoriti se o stvarih, ki delajo ta avto tako zelo poseben. Ta prva stvar, ki ga dela posebenega, to mora biti oblika. Pa ne samo generalno to, da je škatlast, da je bulast. Da je tak, ki ga že na 300 metrov vidiš, veš, čutiš, da je sposoben prelesti mrskam. A veš, na vsakem koraku se z detajli pa na grobo z celotno obliko poklanja predhodnikom. Dej, prosim lepo, poglej, kako masiven je recimo sprednji odbijač. A si to že kdaj videl na serijskem avtu? Primerov takšnih odbijačev res ni veliko, mislim, daj pogled to, no. Pol pa pridemo do detajlov. Stari, začne se recimo že tukaj, mislim, če hočeš odpreti havbo, leto. Če hoče ta avto nucati oziroma ga izkoristiti. Gre za zatiče, vzvode, različne ročice, ki jih človek mora uporabljati, če se hoče ukvarjati s tem avtom. Recimo, kako pogledati pod havbo. Poglej, narediš tole, pa narediš tole, pa tole, pa je zadeva rešena, malo drugačka ponovati, ne da? Pa ne samo to, ti veš, da je Wrangler ene take vrste dvoživka. Ta avto je eden izmed redkih avtomobilov, ki ga lahko dobesedno slečeš. Veš, kaj to pomeni? To pomeni, da lahko skoraj vse kose karoserije, ki jih v tem trenutku vidiš, dol daš. Vrata sprednja, vrata zadnja. Streho tudi. Poglej to fotko. Pa mimogrede, prosim lepo, povej mi, kdaj si nazadnje videl avto s tečaj na zunanji strani vrat? A ja, še te detajli zanimajo, taki moški. Lej, loputa za gorivo je kovinska. Špegli so taki, da prav z njim jelene strašil. Havba je meni praktično do jošk. Od tal je oddaljen skoraj 30 centi, se je že Gregorčič pokazal, ne? Če hočeš, se lahko spodaj brez problema uležeš. Na sprednjem odbijaču bi vsi 3 atmosferci lahko plesali Macareno pa še lambado. Šorangu stara, un abbraccio, un amor. Kratek intermezzo, ko sem bil jaz otrok in je ta video spot ven prišel, sem se tako zaljubil v tisto punco. Kufer se ne odpira na praktičen, ampak na mega cool način. 1, 2. Drugače pa kufer lepo dostopen, placa sploh ni tako mal, ima pa kar po 3 kavle na vsaki strani. A ja, pa en orang woofer tudi. Pa ko smo že pri zadnjem modelu avta, a vidiš, kaj je to? Kletka! Pa spet vprost, jaz ne morem mimo teh tečajev. Aj sam meni tole seksi, a sem jaz malo blesal. Mimogrede, ker sem rekel, da se da streha stran. Poglej, takole izgledajo strešni paneli od znotri. Ta avto sestavljaš kot Lego kocke. Pa razstavljaš tudi, no. Ali pa ne more reči, da se lahko tukaj greš na take vrste avtomobilski Tetris. Prav zabavanje. Sam prav moraš narediti, če ne, če ne, ni okej. Kako daš recimo dol en del strehe? Pazi to. 1, 2, 3, 4, 5. Koliko časa je tole trajalo? 4, 5 sekund? Je pa res, da kaj enkrat dol pomečeš streho, vrata, pa tako naprej moraš imeti en plac, kamor to spraviš. Pol pridemo pa še do tiste plati, ki je pri tem avtomobilu tako zelo izrazita, tako zelo terensko izvrstna. A veš, če bi v Wranglerju gor dal ta prave gume, s tem mislim terenske gume, veš, to je eden redkih serijskih avtomobilov, s katerim bi rekel, ja, s tem bi si upal pa praktično kamorkoli. A ja, pa še en detajl, tam je pa od vseh najbolj všeč. Dej, prosim, lepo poglej prestavno ročico, na vrh legenda Willys. Pa tudi sama po sebi, ki jo pogledaš, pa zagrabaš, je taka orang, možata, spredi s 3 rdečim gumbom. Ne vem, če je veliko avtomobilov s prestavnimi ročicami, na katerih od zunaj vidiš 4 šraufe, 2 na tej strani, pa 2 na tej. Zakaj jaz o tem videu govorim? Tako. Zato, ker se mi zdi, da moram, ker si avto to zasluži. A pa, ker smo že pri orang detaljih, daj prosim poglej dimenzije kljuke za odpirati vrata. Armaturna plošča je kratka, odrezana, šipe so razmeroma majhne. A veš, ko pogledaš tukaj ven, ne? Pol vidnega polja zauzema havba, ostala polovica pa cesta, pa tiste druge. To je pomembne stvari. Pa še en dejavnik, zaradi katerega se jaz stopim vsakič, ko sem za volanom. Ko voziš Wranglerja,
imaš pravzaprav v vsakem trenutku občutek, da voziš eno veliko igračo. Ni hiter, v ovinkih se grozen nagiba, ampak vse ostalo je pa ena taka off-roaderska, brutalna, robustna poezija, ki jo mislim, da čisto zares razume le redko kdo. Ali pa vsaj tako, tisti, ki se usede za volan ali pa v kabino. Stari, čist jasen mi je, da vse, kar sem zdaj povedal, da je slišati kaj ena reklama. Jeep mi ni nič plačal za to. Ta avto je tak, da če si mal avtomobilista, pa majčkeno rajš peleš vsake dolgo časa po blatu ali pa off-roadu, boš razumel. In zakaj je znal Wrangler tako dobro plezati? Samo zato, ker ima štirikolesen pogon, pa ki je visok od tal? Prva reč opremljanja z reduktorjem. Za večjo, boljšo prilagodljivost imaš elektronski izklop sprednjega stabilizatorja. Dodatno prilagodljivost na off-roadu ti omogočata zapora zadnjega, pa pazi tudi sprednjega diferenciala. In s tem sem naštel sam najbolj osnovno mehansko podporo. Ne pozabi še ene stvari. Gre za novo generacijo. Jeep je zelo fejst poskrbel tudi za to, da je avto napreden v več pogledih. Govorim tehnološko, varnostno, pa na velik načinov se je sposoben prilagoditi sodobnemu kupcu. A ti dam en tak čist preprost primer. Daj mi recimo povej, a bi pričakoval, da boš v drugi vrsti Wranglerja najdel 220-30 voltno vtičnico, 2 USB vhoda, pa 2 USB-C vhoda. Daj priznaj, no, ne bi si mislil, tudi jaz si nisem. Pa sam še en detalj preden zaključimo. Vem, da skozi njimi težim, ampak to, kar ti pokaže sredinski zaslon med obema merilnikoma, ki ga prškeš, je dost kul. Ena taka transformacija iz originala, iz izvirnika, iz Willisa na tega. A si pripravljen? Kje si Willis? A si videl to čarovnijo? Kdo si pa pol kup Wranglerja? Je po mojem človek, ki mu ta look, feeling, karakter ali pa off-road sposobnosti predstavljajo življenjski stil. Po mojem najboljši ti takole povem, če bi se jaz lahko do Wranglerja stegnil, pa bi bil že pri meni v garaži. Tako, Jeepa sem vrnil, zdaj pa preden grem po naslednji avto, le kakšno lepotico sem ravno kar najdel. Wow, stari, kakšna lepotica, stari, takšnega avta pa ne srečaš vsak dan, pa tudi ohranjena je tako zelo lepo. Le ti bom pokazal kabino. Poglej to eleganco, preprostost, stil, ki ga avto odraža, seveda primeren časovnemu obdobju, v katerem je nastal. Erotika že na vse zgodaj zjutraj. Veš, vse, kar rabiš, da se ti polepša dopoldan, je en res lušten, lep italijanski klasik.